današnjega dogodka. Lep pozdrav vsem tudi v mojem imenu. Dobrodošli na to četrto strokovno srečanje slovenskih pravnikov in pravnic v Italiji, ki ga Slovi že tradicionalno vsako drugo leto namenja povezovanju odvetnikov in drugih pravnih profilov iz vrst slovenske narodne skupnosti. Pa tudi vseh tistih, ki pravniki nismo, se pa zanimamo za vprašanja, ki so tako ali drugače povezana s položajem naše skupnosti oziroma z razvojnimi procesi obmejnega območja. Kot rečeno, je to že četrta izvedba tovrstnih srečanj, ki jih prirejamo vse od leta 2016. Pred 6 leti smo namreč prvič zasedali v Gorici. Sledilo je leta 2018 dobro obiskano srečanje na občinah. Pred 2 letoma pa smo sredi pandemije vendar se le uspeli zbrati na aplikaciji Zoom, ki nam je to omogočila, da nismo prekinili ustaljene tradicije. Tako da smo danes tu zbrani že četrtič, tokrat v glavni dvorani Narodnega doma v Trstu, ki bo tudi osrednji predmet današnje razprave. No, namen vseh teh srečanj je spodbujanje medsebojnega spoznavanja, utrjevanja poklicnih in prijateljskih vezi med sodelujočimi pravniki, nenazadnje pa tudi vsebinskega soočanja in strokovnega izpopolnjevanja. Kajti ugotavljamo, da je v frenetičnem ritmu opravljanja tega poklica pač sorodnih debatnih priložnosti vedno manj, predvsem od prenehanja delovanja nekdanjega društva Pravnik, ki si je nekaj časa prizadevalo za to povezovanje. Tako smo se na Slovju odločili, da bomo to praznino poskusili zapolniti. Ta srečanja pa smo uvrstili med aktivnosti tako imenovanega programa Banka znanja, ki ga razvijamo nekako z namenom povezovanja strokovnega potenciala Slovencev v Italiji. No in prav v okviru tega programa smo letos tudi prvič skrbeli za redno izhajanje pravne rubrike v Primorskem dnevniku, verjetno ste jo zasledili, ki so jo oblikovali sami pravniki oziroma pravnice s podatkom na vprašanjih in dilemah, ki so nekako relevantna za naš obmejni prostor. No in ker smo v preteklih izvedbah srečanj nekako ponujali dokaj bogate vsebinske programe, morda celo preambiciozne, glede na vsesplošno obremenjenost sodelujočih, smo se tokrat odločili za krajši format, ki bo omejen samo na eno temo oziroma samo na enega glavnega predavatelja. Osrednja in edina tema letošnjega srečanja, kot veste, so pravni vidiki prenosa lastništva Narodnega doma na slovensko skupnost, in sicer ob znanem dejstvu, da sta 28. marca letos Tržaška univerza in Fundacija Narodni dom v prisotnosti predsednika Italijanske republike podpisali dogovor o brezplačnem prenosu lastništva Palače na fundacijo. Zaradi pomembnosti tega dogodka se nam je zdelo zato umestno ponuditi neko podrobnejšo analizo celotnega postopka s posebnim poudarkom na pravnih vidikih, a tudi na številnih razvojnih perspektivah, ki jih ta postopek prinaša za tržaško, slovensko in tudi širšo mestno skupnost. Kot vemo, proces vračanja ne bo kratkotrajen, saj bo univerza še naprej prosto razpolagala s to nepremičnino vsaj do predvidene obnove poslopja v ulici Gregoreti. Je pa res, da bo med tem časom fundacija lahko verjetno izdelala ustrezen razvojni načrt za ta objekt, morda tudi po upoštevanju izsledkov raziskave, ki jo je pred 2 letoma Slovi izdelal po naročilu krovnih organizacij. No, vseh teh vprašanjih bo v nadaljevanju spregovoril predsednik fundacije, Tržaški odvetnik Rado Racek, kateremu se seveda zahvaljujem za sodelovanje. Racek je strokovnjak za civilno in gospodarsko pravo, ter domače in mednarodne arbitražne postopke, je po našem okolju tudi dobro znani obraz, saj v preteklosti že opravljal različne funkcije v številnih slovenskih organizacijah in institucijah. Z gostom se bosta pogovarjala 2 tržaška odvetnika, tudi že znana obraza Mitja Odvič in Tereza Pertot, oba redna sodelavca našega inštituta, hkrati tudi idejna pobudnika in vsebinska snovalca tega današnjega dogodka, katerima se prav
tako lepo zahvaljujem. V razpravi bodo torej kot rečeno izpostavljene pravne razsežnosti prenosa lastništva te stavbe, težko pa bo verjetno spregledati tudi družbeno-politične okoliščine, ki so privedle do tega epohalnega, bi rekel, koraka. Tako da verjamem, da bo pogovor izredno zanimiv, za kar bom tudi kar takoj predal besedo obema povezovalcema. Tako da hvala in seveda prijetno nadaljevanje vsem vam. Spod. Začela s vprašanji. Kot je bilo že rečeno, ste vi kot predsednik Fundacije Narodni dom pred par meseci, sicer marca 2022, podpisali pogodbo z rektorjem Tržaške univerze o prenosu lastništva te palače, v kateri se nahajamo. In Narodni dom je, tako se je pisalo, uradno prešel v lastništvo Slovenske narodne skupnosti v Italiji. Kaj to pravzaprav pomeni? Kakšne vrste pogodba je bila sklenjena? Kdo je pravzaprav lastnik trenutno te nepremičnine? Ja, hvala lepa za povabilo najprej. In mislim, da je s tem vprašanjem potrebno recimo nekje narediti korak nazaj, oziroma mogoče tudi dva. O prenosu lastnine v korist fundacije se prvič govori eksplicitno oziroma pogodbeno tudi v protokolu, ki je bil podpisan 13. julija 2020, v katerem so notranje ministrstvo, ki je katerega zastopala ministrica Čeze, država, občina, obe krovni in agencija za termalne, zdaj slovenskega termina za ta agencija ne poznam, in občina Trst, če sem vam pozabil, podpisali protokol oziroma sporazum, s katerim je vsak subjekt prevzel določeno nalogo, da bo z ciljem prenosa lastnine Narodnega doma v korist slovenske manjšine v Italiji. Vse skupaj pa se začne še 3 leta prej, to pomeni z tistimi agreed minutes, ki ste jih podpisala minister Erjavec in Alfano, s katerim se je Slovenija po eni strani obvezala, da bo glasovala v korist Italije oziroma Milana za nov sedež Klemen, torej farmacevtskega inštituta Evropskega, kateri je bil konkurent Amsterdam. In Slovenija pa se je držala glasovala za Italijo, nažalost inštitut je šel na Kolansko in ne v Italijo, vendar sta se potem predsednik Fakor in predsednik Mattarella dobivala večkrat. In Mattarella je izrazil pripravljenost, da pomaga pri tej zadevi. In v tem smislu se je potem začela vsa ta zgodba oziroma ta procedura. V protokolu, ki je bil podpisan 13. julija 2020, v pomeni ob stoletnici požiga Narodnega doma, si je najprej notranje ministrstvo prevzelo nalogo, da spremeni zakon, pomeni člen 19 zaščitnega zakona in s tem postavi na novo oziroma poda pravno podlago za transfer lastnine. Sam zakon, sama pogodba pa se glasi contratto di trasferimento gratuito di immobile. To pomeni, da ker ima svojo osnovo in svojo podlago v zakonu, jo ne moramo nekje uokviriti v tipične pogodbe interdivoš o prenosu nepremičnin, ki so lahko kupoprodajne, so lahko darilne, so lahko izmenjalne, permuta v italijanščini. In to pomeni, da je v bistvu ena tipična pogodba, ki ima svojo osnovo v zakonskem določilu in sicer v noveliranem zakonskem določilu 19. člena zaščitnega zakona. Tako da tukaj se gre za en poseben tip transferja oziroma prenosa lastnine v koristenega subjekta, ki ga individira zakon, kjer se naloži univerzi, da pač lastnino, ki jo ima v lasti, prenese na fundacijo. S tem, da se istočasno, poleg prenosa lastnine, seveda zasnoven in brez nobenih davčnih
davčnih obveznosti, se istočasno je bilo treba tudi podpisati dogovor med fundacijo in samo univerzo o uporabi nepremičnine, ker je jasno, da nepremičnine kot taka gleda to, da tu domuje fakulteta za tolmače in prevajalce, bo nared oziroma se po popolni posesti fundacije predvidoma čez 10 let. Ker so v umestnem času. Samo nekaj interveniram. Ja. Glede tega prenosa oziroma pogodbe, je bilo to potrebno ali bi bilo dovolj, da zahtevati na zemljiško knjigo in zahtevati knjigo na podlagi zakona? Ta problem se z pravnega vidika je vem, da so njih pristopili vrsto na primer za medijacije in za dogovor o medijacijah, ko se je delal še notarstvo za to zavrno, ker je prav, da je dvojnik od tistega, kar je bilo nekaj sklenjeno. Tukaj je takole. Problem se je postavil takole tukaj prisotnim prijateljem in notarjem, ki letom sva telefonsko dosti razpravljala, kako to narediti, kaj napraviti. Po mnenju obeh in sem tudi govoril z predsednikom sodišča, počotam, kaj o tem misli, je potrdil moje mnenje. In sicer, da je za upis v zemljiško knjigo potreben titulus naslov. Recimo, samo predložitev uradne registra, da se oficialje bi bilo po mojem mnenju premalo. Tudi zaradi tega, ker se je vknjižila tudi pogodba o zastonji uporabi nepremičnine, to pomeni kontratov komodatov, ki smo jo istočasno sklenili kot pogodba o prenosu lastnine, ki je tudi upisana v zemljiško knjigo, kjer so definirane določene zadeve, ki jih zakon ni predvidel in tudi ne more predvideti. Zaradi tega je šlo to paralelno. In poleg tega je potem še morala občina podpisati pogodbo z univerzo glede Gregoretidue, to pomeni nepremičnine, kamor je namenjena fakulteta za prevajalce in tolmače, ki jo bo morala univerza s financiranjem, ki je predviden v isti noveli 19. člena zaščitnega zakona obnoviti. In istočasno je to podpisala oziroma kak naprej univerza ob podaljšanju uporabe bivše vojaške police. Tako da v bistvu tukaj so te 4 pogodbe iz tehničnega vidika, čisto strokovnega, ne posebno zahtevne. Zahtevno je bilo recimo praktično delo, ker so bili roki omejeni, je bilo 90, po zakonu je bilo predvidenih 90 dni, vsi smo hoteli v 90 dneh to narediti, tudi če ta rok ni bil prekluziven oziroma ni bilo nobene sankcije, če bi roka ne spoštovali, vendar smo vsi smatrali, da zaradi resnosti zadeve je treba rok spoštovati. In v tem smislu smo pač morali delati v težkih pogojih, malo zaradi časovnega roka, malo zaradi tega, ker so še vedno omejitve zaradi pandemije, dosti po telefonu, dosti po mailu, malo fizičnih srečanj. In ko so 4 stranke tako ali drugače upletene v eden istih poslov, je vedno kakšen problem. Enemu manjka nekaj, drugemu manjka nekaj drugega. Vse 4 nepremičnine so tudi podvržene tako imenovano spomovniškemu varstvu in so vinkulirane. Univerza je morala to na upravnem odboru svojem potrditi tekst, ki je bil predviden. Upravni odbor se sestaja samo enkrat na mesec, prav isto se enkrat na mesec sestaja tudi tukaj na svojem tendenciji rebeljati komisija, ki mora dati svojo organizacijo. Skratka, roki so bili, izgledajo dolgi, v resnici so bili kratki, tudi zaradi tega, ker je treba upoštevati določene upravne postopke, ki ga vsak od teh subjektov moral dati skozi predmet podpisu pogodbe. Tako da z tega vidika, čisto delovnega, praktičnega, je bilo precej zahtevno, še posebno računamo, da se je poleg oskih oziroma kratkih rokov tudi zaradi notranjih upravnih postopkov teh raznih inštitucij, ki so bile vpletene v zadevo, se je potem iz čisto ceremonialnega, zornega
fundacija prevzela nase organizacijo celotne zadeve. Dogovor oziroma pogodbe med univerzo in fundacijo naj bi bile podpisane tukaj v tej dvorani. Potem je prišlo do predloga, da bi se raje podpisalo na prefekturi, na kar smo takoj sprejeli, ker se nam zdelo zelo primerno, da je na prefekturi podpis pogodbe tudi zaradi tega, ker to je dokaz, da v bistvu italijanska država po popolnosti podpira zadevo in 10 dni pred podpisom smo dobili informacijo, da bo prisoten tudi predsednik republike in to je recimo z ceremonialnega in proceduralnega vidika zelo težko črpilo. Bilo je treba seznam povabljenih zreducirati z 70 na 30, dobro, da vabirane so šla še vrn, ker še krat malo počakati, ni tako narobe, biti prehitri, smrti prišlo napako. In potem protokol izjemno zahteven, izjemno trd. Če lahko posežem trenutek, vi ste prej rekli, torej, da si je začetno fundacija prevzela organizacijo. Fundacija, ki je trenutno torej tudi lastnik te stavbe. Zdaj, če govorimo o fundaciji Narodni dom, kaj je z pravnega vidika, kateri je cilj te fundacije, kako je prišlo do njene ustanovitve, kdo je bil pobudnik, kdo so upravitelji, kako se določajo, mislim, da tudi od tam bi radi prisotni. Ja, recimo, da je fundacija subjekt, ki je nastal zaradi tega, da prvenstvo zaradi tega, da se dobi eno pravno osebo, ki ni prevzela lastništvo Narodnega doma. Tako da pobudnika za ustanovitev sočupa motori sta obe pravni organizaciji, pomeni SKGZ in SSO. S tem, da je recimo začetek, ker nisem bil prisoten, to bi drugi moj kolega bolje znal povedati od mene, se je pač vse skupaj dogovarjalo tudi na državnem nivoju med Italijo in Slovenijo. Tako da je dogovorjeno, da sta dva od članov upravnega odbora fundacije di diritto, to pomeni, ki se direktno imenujejo strani prefekture za Italijo in generalnega konzulata Slovenije za Slovenijo, sta člana upravnega odbora. In drugi člani so pa imenovani se strani pravnih organizacij na eni paritetni bazi. Kot fundacija je pa kot vse druge tovrstne organizacije, kot so društva, kot so fundacije same, kot so non-profit organizacije ali pa organizacije, ki se upadajo z prostovoljnim delom, spadajo pod tako imenovano entitacijo tore. Pomeni tista, ki je zdaj zadobiva eno bolj organsko in bolj urejeno ureditev, najbolj precizno. S tem, da mislim, da do 31. maja ne bi se register sprejel, ne vem, če se je, če se ni. To je zakon iz 17. leta, ki se zdaj spravil. Večkrat podaljšano, 17. leta je bil sprejet in tam bilo 3-4, kako moče še več podaljšano. Mislim, da zadnji rok je bilo 30. maj in po pravici povedala, ne vem, če je bilo to urejeno. Torej pomeni, da statut je napisan na podlagi določitve tega zakona, zato imate ugodnosti, ki tako priznava... Ja, recimo civilistični in davčni aspekti urejajo ta zakon, oziroma ta kodeks. A ta fundacija na začetku je imela eno določeno začetno premoženje? Seveda. Fundacija je začela s premoženjem, ki se ga vplačajo pred krovne organizaciji z 50.000 evrov. Recimo, to je tisti fondov, ki ga pač uporablja za svoje aktivnosti. Zdaj ni bilo dosti, smo v bistvu plačevali samo administrativne stroške in podobne zadeve, ker pač dokler fundacija ni postala lastnik nepremičnine, to je primarni cilj, primarno delo, ki je bilo ponavljeno iz bolj praktičnih razlogov, kot pa čisto profesionalnih, precej zahtevno. In zdaj bo pač morala v teh 10 letih delati v smislu prevzemanja premičnine, določitve, kaj se bo noter delalo, prirejanje določenih dogodkov, kulturnega značaja, izobraževalnega. Konkretno cilj, torej te fundacije? Pa
cilj fundacije primaren in zaradi katerega je ustanovljena, da postane lastnik nepremičnine in da upravlja z nepremičnino. Poleg tega seveda mora fundacija imeti tudi določen, bi se reklo, izobraževalni, kulturni moment. Recimo, ko se govori tudi o sami nepremičnine, kaj bi prišlo noter po fundacijah, sicer odločila, po drugi strani tudi poslušala vse možne akterje, da se individuira pravo smer, da ne bi kaj recimo, da ne bi dali preveoske ali pa mogoče preširoko usmeritve sami nepremičnine. Preden pogledamo do bodočnosti, nazaj, ko se je določili upravitelji, oziroma da so dva imenuje Slovenija, ostali pa kateri sistem imenovanja? Sistem imenovanja je na skupščini. Na skupščini s tem, da so ob podpisu pri imenovanju to je. In potem se imenujejo na skupščini. Se lahko največ 3 mandate, mandat traja po 3 leta. Zdaj smo 3+2, lahko jih je največ 12, to pomeni 5 strani vsake krone in 2 po de jure oziroma di diritto so strani Italije oziroma prefekture za Italijo in federalnega konzulata. Zdaj, problem pravni, zdaj mislimo kot civilisti. Ta stavba je bila leta izgradni glas Tržaške hranilnice. Zdaj, če razmišljam kot dedič, pravnik Tržaške hranilnice, bi lahko rekel, zakaj niste te stavbe prenesli name, ker si jo jaz zgradil in so mi takrat zažgali in zdaj imamo pravico, da mi obrnejo meni od naslednik Tržaške hranilnice. Zdaj, tukaj sem bilo vprašanje, kdo je naslednik Tržaške hranilnice, ki bi lahko to izgradil. Drugo, kako smo se izognili temu problemu. Ja, to treba malo, bi se rekel, malo politično rezonirati, čisto to gledati v oskih pravnih okvirih je težko. Zaradi tega, ker pač hranilnica, Tržaška hranilnica, ki je bila lastnik do 24 leta oziroma 26 leta te nepremičnine, ki je potem prišla na Sečebraj mobilijarje Triestine, ki je tukaj noter naslednjem hotel. Pravzaprav kakšnega dediča nima, ne pravnega nasledstva, kot takega nima. Zdaj, da več je Tržaška hranilnica, da se ne spomni, če je 4. septembra može in glasa, da niso sparno. Ne bi bila glasa, da niso sparno, zdaj fundacija. Recimo, če preveč osko gledamo, tle bi zašli v ene take nemirne vode, da bi morali recimo biti dobri kajakaši, da pridemo živi ven. Tako da je bilo treba recimo z političnega vidika zadevo rešiti, ker je slovenska manjšina v Trstu vedno smatrala narodni dom za svojega, oziroma da je bila prikrajšana za njega zaradi manjšina in to se vidi v zgodovini, v proslavah, tudi v, recimo, v enem spodletelemu poskusu, da bi se narodni dom kupil v prvih letih 80 let, 40 let, v katero se malo zna in malo govori in se je malo znala in malo govorila tudi tedaj. Vendar, takrat je bilo zelo resen poskus, da bi se kupila od tedajnega lastnika, ki je bil pač lastnik hotela Rečina, ki se osebno si ga še spomnim predeloval, začetek 70 let, potem dosti let zaprta. In zaradi političnih razlogov je pač potem dežela odkupila nepremičnino in jo podarila univerzi. Zaradi teh tudi takih korupcij oziroma mislim, da so te zadeve tako tudi zgodovinskega vidika zanimive, da ni ta ambicija, ki je zrasla v letu 17. Ta ambicija bila prisotna desetletja, tudi z konkretnimi akcijami skoraj udejanjena, ni bila na žalost, ampak skoraj. In recimo, da se formalizira ta želja tudi v samem zakonu v 19. členu zaščite, ker se pač predvideva, da v originalni verziji prvotni, da se
compatibilmente con le esigenze universe, skladno s potrebami univerze in skladno s potrebami finančnega ministrstva, kar se tiče trgovskega dobra. Recimo, da konkretizacija tega je so prostori, ki jih ima Mešakar. Ok, tudi torej, zaščitni zakon predvideva v svoji prvotni verziji, da se prostori tukaj lahko uporabljajo, da se daje uporabo ustanovam, recimo manjšine. Zdaj, je bilo to dovolj za to, da je potem prišlo do tega prenosa lastnine. Torej, v svoji prvotni verziji zaščitni zakon tega ni predvideval. Ne? In predvsem, potem se je skupnost oziroma se je politična volja se je izrazila v to smer, ampak zakaj je prišlo do tega, katere so bile recimo alternative bi bile na podlagi tistega začetnega člena? Ne, na podlagi začetnega člena alternativ res ni bilo. Zaradi tega, ker je tistega omejitev, da je bilo skladno z potrebami, da je stavno. Ker sem jaz slišal, ki se dogovarjajo z rektorjem in drugim. Stavno podarka, da je nepremičnina v bistvu polno zasedena in da je več kot tisto, kar je gledala, ne more dati. To pomeni, tisti pogoj, ki je da je skladno z potrebami univerze, bi ostali pri naravni knjižnici in infopointu, ki ga imamo tukaj na levi strani. Tako da, na podlagi dogovora, ki ste ga sklenili v bistvu dva predsednika republike, z italijanske strani Mattarella in slovenske strani Pahor, ustni dogovor, jasno, ki med predsednikoma pomeni, kot vidimo. Na podlagi tega je stekla potem procedura in je bilo potrebno z strani notranjega ministrstva, ker pač notranje ministrstvo sledi problematiki manjšin. To je bilo najprej dano na komisijo, tisto omizje, ki jo imajo pri notranjem ministrstvu in tam se je začelo diskutirati, tam se je zadeva razvijala in je recimo kulminirala pri podpisu protokola, ki je predvideval točno tudi časovno in rokovnik in časovnico, kaj mora kdo napraviti v določenem trenutku. Kolegica se spraševala, če bi bila tudi kakšna druga opcija, da bi ostala stavba last deželje države nekoga in da bi bila manjšina, nekateri subjekt manjšina, uporabno, ali brezplačno, ali v bistvu. To se dogaja, to se je zgodilo recimo pri Trgovskem domu. To je bila tudi ena možnost, ki je bila diskutirana in potem je prevladala, po mojem mnenju, dobro, da je prenos lastnine bolj zadeva. Zakaj? V trenutku, ko imaš pravico do uporabe trajne, brez roka, je sicer to v redu po eni strani, zaradi tega, ker nimaš tistih bremen, ki ti jih lastnina lahko tukaj, lastnina pomeni, ker lastnina je vedno breme, to večkrat pozabljamo. Po drugi strani je pa možnost, recimo, tudi ne razpolaganje, da se prodaja, ampak da se daje v najem in da se dela tudi pridobitniško dejavnost z podjetji, pa tudi z tistimi, ki bojo uporabljali, ki bojo morali seveda njima plačevati. To bi bilo, po mojem mnenju, že samo po sebi malo problematično. S tem, da če prevzamemo izkušnje, ki so bile pri Trgovskem domu, normalno, da je tisti, ki ima to kuponi, ki uporablja nepremičnina in z trajnostno, brez roka in tako naprej, je tisti, ki je lastnik od njega zahteva, da si prevzame tudi za stroške izrednega vzdrževanja. In kaj pomeni? Recimo, da je glavno breme na lastniku tisto, da si izredne stroške prevzeme. Tudi če je drugi noter. V primeru Trgovskega doma in bi bilo isto, bi se stroški izredne prenesli recimo na fundacijo, koliko bi bila fundacija. Ampak vseeno, zdaj recimo te stroške, ti stroški bodo bremenili fundacijo. To stroški bodo bremenili fundacijo. To je bilo najbolj težek moment pri dogovarjanju z univerzo. Zaradi tega, ker
tiste normalne stroške, torej sprejeti manutenzione ordinario, takrat si v italijanskem pravnem odboru, si normalno prevzame tisti, ki stavbo uporablja, to pomeni univerza. To v tem ni nobenega dvoma. Zdaj, izredne stroške se je postavil problem, pogledajte, tle smo se dosti prerekali, to je dosti diskusija, kot je kaj ne pravi. In smo prišli do enega, po mojem mnenju, dobrega kompromisa, s tem, da smo se izredne stroške za tiste, ki jih želi in vendar, ki niso neobhodno potrebni za uporabo stavbe, narediti univerza, ki jih prevzame, naprimer, iz ene avle, iz ene učilnice, jih naredi 3, je izreden strošek, ne moramo gledati navadnega, vendar je strošek, ki si ga prevzema izključno univerza, za katerega seveda fundacija ne more prispevati, zaradi tega, ker univerza to naredi v interesu svoje aktivnosti izobraževanja. Prav tako fundacija za tisto, kar bo lahko naredila, za prostore, ki bo imela na razpolago glede izrednih stroškov, bo ona sama krila. In če bo pa izredni stroški tisti, ki so pa neobhodno potrebni za uporabo stavbe, si bosta fundacija in univerza delila stroške na podlagi 2 kriterijev. Prvi kriterij bo glede na površino, ki jo ima vsak. To pomeni, če ima zdaj univerza 95% nepremičnine, bo plačen 95% stroškov in na rok, to pomeni tempo rešilbo glede na 10 let. Če se strošek dogodi naslednje leto, bo seveda večji del na univerzi. Če se bo zgodilo 9 let, ko bo, upajmo, Gregoreti že nared in tako naprej, da bo prav gotovo bo delež glede izrednih stroškov na strani fundacije višji. Ampak to v teh 10 letih, ne? Ja, potem kot lastnik nosiš vse stroške izrednega. Ja. Stavba je decentna, čez 10 let, da treba prvič zagrabiti lopata. Zagrabiti lopata, ne oziraje se na to, kako zgleda, smo večkrat obiskali zgradbo skupaj z inženirji, tehniki, z tehničnim osebjem univerze, s kateri smo dejansko sodelovali, delali se tudi pogodno kregali in tako naprej. Vsi se zagotavljajo, tudi inženirji, ki smo jih angažirali, da je iz vidika vzdrževanja nepremičnina dobra. Tako da je vzdrževana dobra. S tem, da so oni se preselili sam leta 96. Tako pomeni, je že dolgo obdobje, ampak ni tako grozno hudo. Glede tega, glede vzdrževanja hudih intervencij zdaj v kratkem roku ne bo potrebno. Potem bomo videli tudi odvisno, kaj se došlo, kaj bomo delali, kaj je noter. Če hočemo narediti čisto nekaj drugega, bojo intervencije drage in hude. Če se bomo, nekateri prostori znotraj so še vedno zelo dobri in tudi funkcionalno primerni, da jih treba posebno spremeniti. Se bodo ti prostori oddaljali in to so komu? Zdaj, tle je velika dilema, kako glede na to, da je nepremičnina, ki ima bruto površine 7200 kvadratnih metrov, neto okoli 6000, kar je dosti. Interesentov je precej, odvisno, kaj se odločimo, kaj bi radi tukaj. Normalno je, da bodo del slovenskih organizacij prebivalstva, recimo naših prav gotovo krovja, mogoče ena krovja, po 10 letih verjetno bo ena, da bomo uspeli v tem časovnem roku biti toliko zreli, da bomo imeli samo eno, in tem primerno en sedež, ne pa dva. In drugi so lahko zasledali, so lahko prostorsko združeni in tako naprej. Poslovne prostore si bojo tudi prav gotovo. Sam sem velik suporter tega, da se na strehi naredi restauracija. Zaradi tega, ker je ena od redkih nepremičnin v Trstu, ki ima streho ravno, to pomeni teraso,
če se gre gor pogledati, se splača enkrat, boste videli, da okoli hiše so v glavnem terase, ki so poševne, to pomeni, ki niso uporabne za katerokoli drugo zadevo, razen za streho. Medtem ko je streha narodnega doma vodoglavna, to pomeni terasna, in na njemu se lahko tudi eno fantastično restauracijo, ki ga po mojem edina tako veliko trsto drugice, to niso spravili, revoltela ima nekaj majhna, bistveno večje, polovica strehe zasedajo recimo zunanji elementi, klimatizacije in tako naprej, z recimo boljšo tehnologijo se lahko te škatle, ki so precej velike, dosti zreducirajo, razpolovijo po mojem mnenju, s tem, da se recimo dobršen del strehe 60-70% uporabi za te namene in pa recimo na kavarno od spodaj. Ker moment, kako bi se reklo, snidenja, moment srečevanja mora biti v narodnem domu bistven element tega skupaj. Ne mora biti skušno, recimo, čisto zelo seriozna ali preveč birokratsko usmerjena oziroma namenjena nepremičnina. Dodajanje uporabo bo seveda ne brezplačno. Seveda ne. To restauracijo si bo mogel en gostinc prevzeti, kot si bo mogel en prevzeti kavarno. Kaj pa ustanove, recimo? Ustanove tudi. Jaz sem uvedla na mnenje, da tisti, ki bo uporabil, moral najemnino plačati. Zdaj, tisti, ki bo izvajal profitno dejavnost, bo lahko najemnina, bi rekel, višja, tržna. Za druge bo lahko tudi politična, ampak fundacija kot lastnik ne more živeti zraka. Sortirati se ga vrsto vprašanje. Predstavljeno, ko so zgradili to stavo, so zaračunali, mislim, kako zdrži strošek, zato so dali restauracijo, banko. Absolutno. Tukaj bo treba ekonomski račun mora zdržati. Ekonomska, samo zdaj, ker je fundacija, ne sme več kot toliko aktivnosti, ne komercialne, če ne bo tam zdržne. Bomo menili formo. Jaz se ne davko, da je tle bomo menili obliko, če ne bo šlo drugače. Po mojem mnenju je tle, recimo, sedečene banke, smisel ima naraven ene kavarne spodaj, ene restauracije na vrhu. Po mojem mnenju tudi recimo hiša kot taka ne sme postaviti sedečenih uradnikov, enih uradov, ena birokratska stavba, drugega. Recimo jaz vidim, ker sem sam tako malo kot moj intelektualni kroniček je geopolitika, da bi recimo se naredila podiplomsko študijo o geopolitiki, ki bi bilo poglas kakšna evropska inštitucija za tem. Naprimer, ali podiplomsko študijo mednarodnih odnosov. Zato, narodni dom kot takšen je že res, da bo rast slovenske manjšine, po drugi strani mora imeti svojo, kako bi se reklo, kozmopolitsko komponento. Moramo prispevati k odpiranju Trsta, ki je z vidika, če gledamo z Italije, periferno mesto, če gledamo z vidika Evrope, pa srednjo Evrope, centralno. Te druge opcije, ta druga opcija težko se prebija skozi tržaško mentaliteto, še posebno politiko. Tako da, recimo, govoril o takih zadevah, o vrnitvi narodnega doma pred 30 leti je bila nekaj nepojemljivega, če tebe pustijo, da že da ga kupiš, recimo, takrat je bilo dejansko to. Ni bilo dovoljenja, da se nakupi. Isto se ga je držela pristopljena potoma k kulturo. Zdaj so se, recimo, situacije med zadnje dosti boljše, so se spremenile na boljše, v smislu po mojem mnenju je, moramo tudi mi prispevati k temu, da recimo, da ne bo ena dodana vrednost tudi za mestne samo. Ne smemo gledati to kot izključno. Recimo, ko bo treba izbirati, ker mogoče bo prišel trenutek, ko bo treba izbirati med najemniki, med različnimi zainteresiranimi, bo na slovenski element in kriterij, na podlagi katerega
da Seveda bo kriterij. Kadar jaz poudarjam tudi elementi, ki so v drugih skupnosti, recimo, da so Srbi, Hrvati, da v tudi Žive in Grke, če se bodo s tem strinjali in tako naprej. V bistvu je ena repriza tega, kar je bilo. Ker tudi Narodni dom svoj čas ni bil izkušen slovenski, je bilo dosti Hrvatov, ker so bili s češkim denarjem zidana in tako naprej. To pomeni, da v tem smislu je potrebno gledati to široko. In to bo tudi v korist same naše manjšine. Jaz ne bomo reći prej splošno. V tem smislu ne smemo gledati, ne smemo biti toski. Poleg tega, jaz bi imel še ena inštitucija, ki je evropska rešitev. Inštitucija, ki lahko tudi sedež ene šole, ki recimo se uvada za mednarodne odnose, pa geopolitika in ki ima za sabo recimo ena evropska inštitucija, ki ni vezana niti na univerze, ki to je stvar, ki recimo moramo imeti tudi korajžo določenih stvari nastopiti, oziroma si zamišljati eno ambiciozne, umetne ambiciozne načrte. Ne se ustaviti recimo pri lokalnih. Recimo en odvetnik, tukaj ima svoj sedež, ali pa en komercialist. To bomo videli. Osebno nisem preveč za to. Zaradi tega, ker bi tam pošlo, ne moramo reči, če 10 let, ne vemo kako. Ampak jaz za podjetja osebna ali pa pisarne, tako nisem največji pristaš tega. Recimo, če imamo zadaten, ko bi rekel, kolektivni pečat, recimo skupaj. Mi gledamo na tisto, kar je bilo naš model, Ja, to so moje gledanja, za Božjo voljo. nas skrbi sredstva vzdrževanja. Sredstva vzdrževanja, seveda so. Cena obdavčitev, če delaš komercialna dejavnost, stavba, Komercialna dejavnost bo prišla v poštev, recimo, da se tega te nepremičnine tiče, dosti let, vprašanje, kakšen davčni sistem in kakšen zakon bomo imeli takrat. Sam sem pa pristaš tega, da fundacija naj se ne omeji recimo samo na lastništvo, upravljanje in pa na kakšne organizacijo, kakšnih kulturnih ali pa izobraževalnih eventov. Bi lahko imela tudi kakšne druge ambicije. V glavi imam še par projektov, ki jih vam še ne povem, ker mora upravni odbor o tem diskutirati, da upam si dajati kakšnih anticipacij. Ampak pa na par projektov zelo zanimivih, ki bi jih lahko dala skozi, recimo, tudi v komercialni dejavnosti. Najprej tudi osebno se strinjam, da morajo biti razne namennosti slovenske manjšine, recimo neprofitne. In delijo mene komercialne dejavnosti, za to, da se krije stroška. Potem, če se dobijemo ustanovo, narodno, evropsko, ki stopi sem in s tistim denarjem bomo krili vse ostalo. Mislim, da ne kriješ dosti. Ne samo to, tudi imaš potem študente iz raznih držav, postane zadeva en magnet, mora pritegniti ljudi. Ne sme biti kako bi se rekla, ena struktura zaprtega značaja. Glede na to, kar je umrl Hristo Pahor, on je predsednik Republike Slovenije rekel, ja, ko ste govorili z njim o evropejstvu, on je govoril o slovenstvu, ko ste govorili o slovenstvu. Tako morda tudi ta stavba, morala iti tudi tako prizmo, ne? Absolutno. Da ne greš preveč na eno strano, ampak biti na... Kogar ne sme biti preveč zaprta, ne sme biti niti preveč odprta, tle treba dobiti balansirati in dobiti en ekvilibrium in primerno ravnovesje med raznimi. Recimo tudi ustanove, naj bi recimo prenesli svoj sedež v Narodni dom, imajo zdaj svoj sedež drugje. Ne vem, mogoče tam plačujejo najemnino ali pa je ne, ali pa plačujejo določeno najemnino. Potem bi bilo treba verjetno te ustanove tudi na nek način prepričati, da pridejo v Narodni dom in da zapustijo svoj prejšnji sedež, ker mogoče imajo boljše pogoje. Nekateri imajo boljše pogoje, so tudi lokacijski, oziroma location, oziroma prostor, ki je logistični. Višina najemnine bolj v prvi fazi je bolj pomembna za fundacijo, ker mora stati po koncu, po drugi strani recimo
si lahko pričakujemo, da bodo profitne kvile precej, tudi če je nepremičnina zelo draga. Vse skupaj administracija nepremičnine draga, ni poceni. In po mojem mnenju, nekateri si to pričakujejo, recimo na naše kraj, ki je se reducirala na majhne prostore na Via San Francisco, je tukaj recimo knjižnica, ki je v 3. in 4. nadstropju izjemno urejena in tudi čisto iz inženirskega, statičnega zornega kota so tudi zidovi že ojačeni in ker so narejeni v funkciji knjižnice, ker pač tisoče knjig pomeni zelo velika obremenjenost same strukture in tisti nekateri zidovi so ojačeni prav, ker je to namenjena knjižnici in recimo en dobršen del tega se lahko nameni, oziroma tisti del se posebno namenja knjižnici. Ni treba niti dosti dela, ni treba niti dosti spreminjati. En del je ena ideja, ki kroži in ki po mojem mnenju bi bila dobra, je tudi, da se napravi, če bo dovolj prostora, tudi eno moderno galerijo, ki je lahko permanentna z našimi slikarji in lahko tudi tista, ki jo pač enkrat, dvakrat na leto rekatiraš eno razstavo, ki ima eno širši odmev. Recimo tega nikoli Trstu ni. Galerija moderne umetnosti v Trstu ni in verjetno tudi ne bo v doglednem času. In galerija moderne umetnosti privabi ogromno gostov in ponavadi takih, recimo, ker bogatejšega stoja, nasproti v hotelu, Avstrijci zidajo, predavljajo hotel, ki je bivšo poslopje italijanskih železnic, ki pomeni, da boš imel hotelske goste, ki bodo lahko hodili na razstave, ki bodo hodili v restauracijo. To pomeni, da ideje kar nekaj. Gleda tudi iz tega velika, kdo je okoli tega, katera stavlja. Absolutno, če imaš to največji, mogoče po največji hotel v Trstu, recimo nasproti mene je Hilton in najbolj so hudi zaradi tega, ker na strehi niso naredili nič, kaj se dogaja. Je poln hotel v poletnih mesecih in vsi gosti hodijo na večerjo normalno ven na zrak. Če bi si uredili, tam bi lahko uredili, ker tudi tam streha ravna, če bi si uredili restauracijo, če si uredili bar, ker hočeš recimo, bi ne samo hotelski gosti, tudi drugi hodili tja. Tako da je investicija v tem smislu je absolutno pametna. Smo tudi tiste, ne je razstava, ki je verjetno impozirana. To je impozirana. Kot ta, samo s tem, da napiš restauracijo, ne potikaš strukture. Nisem šel globoko, kako bojo to dovoljevali, kako ne bojo dovoljevali, ampak po mojem mnenju, tam ne narediš neč drugega, kot postaviti knjigo v eno strukturo, ki je že noter in stole in ni zakoni tega, ker ima tudi zid, tisti, kako bi se rekel, feze, to je vse urejeno. Zdaj, da se vrnemo malo spet na pravno podjel, še na tako težje vprašanje, ki je med civilnim pravom in potem pravom, nekaj zadeva javno pravo. Zdaj, če gledamo stavba in naprej javna, javno pravo univerze, se je prenesla na podlagega zakona. Subjekt, ki je formalno zaseden, privaten, ampak je prevzel javno stavbo, v kateri ima v odboru tudi dve osebi, ki sta imenovani strani Italije Slovenije. Vprašanje je, kaj ste vi, formalno ste? Privatno ste. Ampak je določena zakonodaja, ki pravi, na primer, če večina članov imenuje javno pravo, če večina sredstev dobiva iz javnih fondov in tako dalje, se sproži vlastni problem glede javnega naročanja, transparentnosti. Zdaj sem se postavil te probleme. Ja. To odvisno po te, kako bo šlo, če bo fundacija odvisno od javnih prispevkov, bo seveda podrejena tudi ostrejših kriterijev. Recimo en problem, ki smo si ga postavili in začasno pozitivno reči, je tudi sam plačilo davkarimo, naprimer, da zelo zgrido povem, recimo, ker davek imu pač kot privatni institucije plačevati, vendar za nepremičnine, ki so namenjene izobraževanju šole oziroma univerze, to je katastrska
vedno tisti staren problem, če je imel odvisen od lastnika ali od dejavnosti. Dilema vedno bila, ampak tukaj s katarsko ne bo več. Zdaj se je dostavil problem. Vendar s katarskega vidika je še tudi se nadaljuje, kar se je prej povedal, tega ima mnenju in moja nismo dolgo vprašati. Zdaj tudi eno drugo vprašanje s tem vezano je z vidika prostorskega načrtovanja. Zdaj, zagotovo na prostorskih načrtih občine, kar ste to predvidena kot stavba za storitve javne, izobraževanje in tako dalje. Zdaj, če bi se šla v to, da del stavbe ni več namenjen izobraževanju, še vedno velja, če 10 let ne vemo, kateri prostorski načrt, ampak si postavljamo to vprašanje, bo potrebno spremeniti prostorskega načrta, kot smo mislili za gledoviti, zakaj zato je lahko šla ta univerza. Ali je lahko taki stavbi tudi delna komercialna dejavnost in še vedno v skladu z to urbanistično. Razen sod, ki so pravno močne, se vse na tem svetu lahko spremeni. To je princip, ki je razmoren. To pomeni, da če se bo treba spremeniti namennost stavbe, se bo pa spremenila namennost stavbe, da so jo spremenili prej iz hotelske v izobraževalno, kot tudi izobraževalno v eno širšo kulturno, tudi delno odbitniško. Jaz mislim, da glede tega, kakšnih groznih problemov ne bi smelo biti. Je zadeve bolj na politične volje, kot ne administrativne logike. V tem smislu je svidim, da če bomo delali dobro in če bomo pridni in če bomo držali dobre stike, tako z občino kot z državami, tako naprej, jaz mislim tudi, da vse te zadeve se lahko rešijo. Naprimer, tudi uporaba zvečer, sem si postavil problem, kakšno je lahko sobivanje določenih različnih dejavnosti v isti stavbi, tudi z časovnega zornega kota. Če imaš restauracijo na strehi, dela najboljša od 8 zvečer naprej in drugi prostori so zaprti. Je pa zanimivo to, da glavni hod je zvija Filice, potem sta dva stranska hoda. Eden zvija že pa drugi zvija Garati. To pomeni, da iz enega hoda se lahko naredi lift ali pa se odpre lift direktno, ki vodi izključno na vrh. To se da iz tehničnega vidika se da napraviti. Tako da je tudi sobivanje različnih dejavnosti možno. Tudi z obstoječega stanja. Jaz sem imela še eno zadnje vprašanje, delno ste že odgovorili, kako so bili točno, torej seveda s pogodbo je bilo sklenjeno, da lahko univerza torej brezplačno uporablja prostore, stavbe. Pogoj je tudi ta, da je pač dokončana tista druga ne stavba, v katero ne bi se univerza preselila. Bi vas tako vprašala, kaj če v teh 10 letih do tega ne pride in kako so bili, recimo, če so bili mogoče tudi z tega vidika urejeni odnosi? Glede tega, recimo, kar igra v korist... A in kaj, če so prej končani tudi, ne? Če so prej končani, imamo tam tako dogovorjeno. 10 let je rok. Lahko se poteče prej, če je Gregoreti končana. In se tolerira zamudo, če Gregoreti ni končana. Vendar, drugače se ni dalo narediti, se kar rok definitiven, tudi glede na to, da Gregoreti Morije je vedno tam, so, kako bi se rekla, javna naročila, so postopki dolgi, so možne tožbe, ki ne veš koliko gre končati in tako naprej. Zaradi tega je rok 10 let realen, po mojem mnenju, vendar univerza ima interes to narediti iz dveh razlogov. Prvič, ker dobiva financiranje, ki je po noveli 19. člena tempirano. To pomeni, da dobi vsako leto določeno financiranje do leta 2032. To pomeni, da če zakonodajalec je dal en določen tempo, eno določeno rokovnost oziroma skalecijarje sami univerzi. In po drugi strani univerza nima nobenega interesa imeti uporabo
ene nepremičnine, ki jo ne uporablja, ker ima s tem samo potencijalne stroške. To pomeni, zdaj, ker je prenesla pravico do uporabe občina na univerzo na interes to čim prej izvesti. Prvi zaradi tega, ker dobi financiranje in drugi zaradi tega, ker imate na nepremičnino veliko, ki jo ne uporabljaš, ki jo ne obnavljaš, je potencijalno izključno samo stroške. Tako da ta dva elementa sta po mojem mnenju pomembna. Tako dejansko bi rekel. Ki naj bi recimo pripravljali samo, ni samo odvisno od univerze, odvisno tudi od občine, ki ostaje lastnik, ne? Univerza ima samo, da se upošteva ta 10 let. Ok, mislim, da so vprašanja, ki so zamislena, so ta, zdaj glede na to, da imamo vsega vrsta izkušenih pravnikov z raznih sektorjev, civilističnih. Zakaj ni bila darina pogodba? Vprašanje svoje. Zakaj ni? Ja, zakaj bi lahko preklica. Ne, zakaj ni bila darina pogodba? Jaz vas vprašam, zakaj ni bila to darina pogodba? Država ne mora darovati. Ne samo to, tudi marihuani imaš. Pravne je lahko bil. Kako bi lahko? Država za to, da se... Ima dejansko Animus ignoranti, animus peditendi. Se che sa svojo. Tega, kar je naredila, predstavljati, kar vojska ni bilo. To je animus peditendi, mogoče, da samo strani države, ne pa lastnike, ker je ni bila namrno odlušena. Zakon je že nekako spremenjeno, predvideva. Jaz sem zato, da sem spraševal na začetku, da je rabna pogodba, ker jaz sem videl prenosa med občino Trst in državo oziroma univerzo, samo na podlagi zakona. Samo pogodba. Pa liče. Recimo, ampak. Tam so napisali taktično. Ja, samo vklešamo privatno. Jasne, fundacija je privatna, samo je v zakonu. Ja, sem pozoril, da zakon piše, po mojem mnenju, pogodba bila potrebna. Tudi zaradi tega, ker je prišlo na ta realizacijski fazi. Če ne bi bilo vse preveč enostavno. Ki prepustimo se publiki, mogoče vprašanje. Vedno gledal. Ne vprašavati pred težci. Nisem razumel, če je bila že predstavljena knjižna vloga za prenos in če je bil že izdan, ker tega nisem razumel, za prenos na fundacijo. Mogoče ti bo kdo v dvorani. Kdo je predstavil za knjižno vlogo? To se notar si zapisal. Kateri notar je bil? Prvi bomo li vprašali, tudi katastarsko. Potem bi kultura katastarna zanima že naredila. Potem, glede vprašanja, ki ga je nakazal odvetnik Pavlovič, malo hudomužnosti je v njem, ampak mimo zastaranja, ko je bila, če ste kontrolirali to, ko je bila prenešena iz prvotnega lastnika leta 24 stavba na nekega drugega lastnika. Ni bilo to narejeno z neko kupno-prodajno pogodbo, niso kupili iz neke stečajne mase, če se ne motim nekaj takega. Se pravi, da je bil prenos z formalno pravnega vidika regularen. Torej, ne bilo pošteno, da bi kdo danes zahteval. Jaz sem dedič nekoga. Samo malo manj, kar je to domužno, ne seveda. Ni kot za juse in za srednji. Nacionalizacija zdaj. Nacionalizacija je narejena z neko pravno pogodbo, ker je bila ena stečajna masa in nek stečajni pravitelj, verjetno točno. Potem... Če govorimo o vrnitvi slovenski narodni skupnosti, torej ni... Je čisto simbolika, čista politika. Potem še ena, še bolj tako, me zanima osebno, zakaj se je v Trstu sledilo modelu vračanja lastnine, zdaj to je bolj politično vprašanje, seveda, in v Gorici ne. To je vprašanje, morda je bolj prav. In potem, če imamo nek prospekt z globalnimi stroški, ker recimo to vprašanje IMO, jaz sem se ga tudi jaz začela zastavljati. Zdaj ti rado
praviš, da tako je nima. Ste imeli kontakte z agencijo za entrate? Ja, še ne. Ker... Ne, to je glavni problem. Če ne gre lastnika ali pa dejavnost. Če mi bomo se vknjižili, ali smo se že vknjižili, ne vem, če mi zna povedati, gospod Šlede. Predlog je bil... Imamo in žurnalno naboljali, ok. Postanemo mi lastniki, mi nismo skupaj noter, ampak popravljamo, če samo v tem z davčnega vidika smo postanemo zavezani za plačilo davka IMU in neuporabljenost hiše. Moje mnenje tle IMU je izključen prav zaradi tega, ker se izvaja določena dejavnost, ki iz katastrske klasifikacije spada pod dejavnost, ki je izključena. In tle sem se šel gledati prav zaradi IMU, ki sem si mislil, da bomo o tem govorili. Dice poi l'estensione per alcuni casi di utilizzo di fabbricati per attività esclusivamente non commerciali, immobili pubblici ad uso istituzionale fabbricati per esclusivo di culto, pubblicati delle categorie catastali da A1 da E1 a E9, in 3 e 5, destinati ad usi culturali, immobili soggetti alla lettera I con la pre. To pomeni, da gledajo bolj na dejavnost kot na lastnino. La destinazione od nepremičnine je taka, ki je neprofitna, je izobraževalna, je v bistvu v skoraj da popolnih posebnih situacijah, ki izvajajo svoj delo. Tako da po mojem mnenju z vidika IMU-ja nimamo dosti težav. Upajmo, se začne klofuta, neverjetna. Ko bo treba je dobrodelne prispevke vsako leto. Potešeno stvar, zakaj pravzaprav ne bi smeli biti tukaj neke poklicne dejavnosti, neke študij, ne rečemo odvetnikoma, tudi odvetnikoma, ker moja ideja, da se bi bile večje institucije, to je moj to ne zavezuje nikogar razen mene, oziroma niti ne zavezuje, to je moje gledanje. Če ne, tudi da je posameznike noter je problematično, v smislu enega ja, drugega ne vemo, kaj bo čez 10 let, katera dejavnost bo še ta prava, ne vemo, če bojo filijale v bankah še ljudje noter v filijalkah, ali bo vse avtomatsko, glede na to, da vidimo, da po filijalkah enkrat jih je bilo 10, so dveh, čez 10 let, mogoče bo vse ne vemo. Tako da, glede tega treba malo počakati. Pa nisem iz principa, nisem proti. Tako je neoportuno, da bi bili kakšni posamezniki noter. Hoče, da so institucije. Se tam postavi ponovno problem kriterije izbire med različnimi. Ne zaželimo odvetnika. To je tisti problem, tudi vidik, če je javna fundacija, privatna, lahko reči, tebe nočem, da ti ne dam najem. Če imam dva javna upravitelja noter, kako se obnašam pri tem? Enega. Eden je tujec. Ki ne mora biti smatra kot javno upravitelj. Predstavnik. Druge države. V pravniškem jeziku je tujec v bistvu, predstavnik ne druge države, ne mora biti smatra kot javno upravitelj. Pa tle je, recimo, tudi dogovor, ki so ga dosegli s Slovenijo in Italijo, da sta dva predstavnika noter. Meni je zelo lepo. Tudi zaradi tega, da se zadeve obračajo, da niso samo osko-manjšinske, da zadeve gledajo, da se gleda tudi širše. Po eni strani je rigorozno in po drugi strani je spektr tudi, ko bi se rekel, odnos do vsega širši. Ja, imaš bolj direktno odnos, lažje imamo kakšne postopke, prideš naprej, ampak vsaki strani sta dva vidika, pozitivnega. Moraš paziti, da te ne poveči negativnega, javno uprave. Tudi glavno, da ne ostane znotraj same manjšine, ki, ne vem, ima, jaz sem malo vsi tega dogovarjanja, leta in leta, ki se
priča govori, zguba čas, dvojniki, jestijati, ne, Če se malo tikrat, tudi upravljati dobro, ki je bil zdravo izgled. Seveda, samo po izgled ključu, po izgled ključu, samo vse... Zdali nobenka dobrega arhitekta, komercialist, kulturnik, ki mora imati To je na prvem momentu, ki je potreba, recimo, tudi birokratsko postaviti zadevo, oziroma z formalnega vidika zadevo pripeljati. In sem pa absolutno mnenjem, da je treba pomladiti odbor, absolutno, dati noter določene profile, ki niso politično angažirane, odnosno, ki jih ne istovetijo z eno na drugo reputacijo. Koliko se tega tiče, mislim, da to pravi, da ne more biti ena krovna, ne pa dve. Dve krovne postavljate ljudi, ki mogoče zaradi čisto tretjih razlogov signarijo na upravnem odboru od Narodnega doma. Ja, če bi bil diskriminati, različni profili so neobremenjeni, bojo gledali, da ta stavba z tretjih razlogov, ne za razlogov sredinskih. In pravi, tle skušamo preveč časa sami s sabo, ne? In bi lahko dosti več naredili v korist svojo, našo in drugih. In zaradi tega je prisotnost tretjih noter za mene absolutno dobra. Tudi če ne smemo, potem se riskira v določenem trenutku, da se ljudje tudi začnejo malo, ko bi se reklo, špikati, pličkati med sabo zaradi različnih, pa tudi tretjih razlogov, ki nimajo veze z narodnih not. Tako da, kar se mene tiče, pomladitev, strokovnost, širina so vodile. Drugo vprašanje? Pogumite se. Smo govorili preveč, ali smo utrujeni? Jaz sem utrujeni, nekaj nekaj interesirati. Dobro večer. V primeru, da ta fundacija recimo ne bi dosegla cilja, ki si ga je zastavila, ne? In bi pač ta nepremičnina ostala še vedno v lasti fundacije. Zdaj počakajmo, da bo opisana, ne? Kaj bi lahko se zgodilo in kako bi se pač postopalo? Fundacija brez določenih dovoljenj, mislim, da ne more nič prodati in ne more te stvari dobiti kak dobiček in enostavno mislim, da je tukaj v tem primeru vlada, italijanska vlada ima določene pravice kot pač to predvideva tudi naš civilni zakonik, ne? In mislim, da je to problem pač tega nasledstva bi se zopet odprl. Kaj misliš ti, Rado, prosim? Pomoč gledajte, jaz proti tega problema ne bi postavljal. Tudi zaradi tega, ker prvič je časovni rok dosti dolg in fundacija mora biti v stanju, da v tem časovnem obdobju, ki je 10 let, ki je dolgo, recimo, če je drugega ne v zadnjih petih, ko je bolj konkretno, da se dejansko tudi opremi, tudi finančno, s tem, da bi tudi javna sredstva, da se dostopno iz manjšinskih virov, lahko tudi fundacija, ki dobila, da zažene delovanje. Da si postavi ena solidna temelje, to so odvisno od nas, dobre volje, manjšine, ljudi, ko bi se reklo, ambicije, ki jo imamo, da v tej stavbi nekaj resnega zrasja. Tako da čase in volje ljudi in tudi sredstvo, ko ti fakti, vse to bi, če ti imaš dobre ideje, grejo svoje. Se pravi, da to lastništvo prav ni eno lastništvo proprietarno. To je pač fundacija ima v administraciji to nepremičnino in se mora pač odgovarjati tudi Rimu, ne? Ja, samo po drugi strani, vidiš, kot lastniki, to sem takoj si postavil problem, ne? Kot lastniki lahko teoretično razpolagaš nepremičnino, prodajaš na stropje, recimo, prodaš nekaj
To zelo omejil, ker to je prav limite. Jaz sem od tega napiše, zakaj je prefigurano? 2 na 6, kako vas je odločil? 6. Problem je, če se ne doseže cilj, samo da problem je, kateri je cilj, ki ga ne bi dosegli. Samo v tem zakonu piše, je transferita, to pomeni, da prenos lastništva na narodni dom. Ne piše o njih, manipulacijah, ni vemo zemljiških knjig, mislim, da bo se znam, Ni manipulirani, ne prodajo, po mojem mnenju. Samo to ne Ni potrebno avtorizacija. Ni več podvržena avtorizaciji strani prefekture. To pravi, je prosta. Ja, samo prosto, samo ne se ne smemo tega niti postaviti. Ne. Stanoviško varstvo je pa postaviti svojo besedo. Ja, to je. Vsaka katerakoli sprememba, ki bi lahko stanoviško varstvo, je sigurno avtorizacija potrebna. Kot je bila pridobljena za prenos, to je tudi za drugo razpolaganje oziroma za... Zdaj smo, postavimo to vprašanje, ki smo dve teke, ko prija stran, kaj nam se sprašujejo vse najslabše stvari, ki se zgodijo. Črni scenarij, mi razmišljamo, kaj je pa, črni scenarij se prodaja, črni stvar, ki si to bo dostojno. Skoraj da. Smo videli vsega. Vsega. Samo na primeru. Da sta poveča na svetu takrat. Od autorizacije, ki pravijo odvetnik Pitežnik, do tega, kar pravijo odvetnik Bardon, kako je opisano v zemljiški knjigi, do tega, da pa je omenil Jusarje in tako dalje. To so tudi privatne osebe, ki pa imajo en javni cilj. Zato jaz se sprašujem, fundacija je ena privatni subjekt, ki pa ima javni cilj, javnost slovenske manjšine in zato ima eno zaščita z tega vidika, direktno 6. člena Ustave in zaščitnega zakona, ali je fundacija, ker če bila razpokoj, fundacija, postane lastnik, se upiče, ne prijatni subjekt. Privatni subjekt, samo da ima noter predstavnike Italije. Ja, samo režice, so manjšini, nimajo vezo. Manjšini ima, sklepi se sprejemajo soglasno. Ja, da ste se zmenili to. Ne, sklepi se sprejemajo soglasno in nikoli. Može in ženo se sprejemajo soglasno. Sklepi se sprejemajo soglasno. To je tega principa je tako imenovanega konsensa, se moramo držati. Recimo, do zdaj so bili vsi sklepi sprejeti soglasno. Niso bili posebno težki, mogoče v potočnosti bolj zahtevni, ampak moramo slediti temu principu. Ne sme priti do enih različnih prevelikih. Različne gledanja so obogatitev. Vsega smo povedali, po drugi strani je naloga predsednika oziroma njegovega namestnika, da dobi sintezo. In to je zna biti problematično z vidika čisto upravljalskega in spravljanja na mene veze. Še kakšno vprašanje? Ja, David Danel, trgovec iz Trsta. Mi takrat, ko je bil požgan ta Narodni dom, smo imeli ogromno škodo trgovci, pa banke, inštitucije in tako naprej. Tukaj smo bili prisotni vračanju Narodnega doma slovenske skupnosti. Sam zdaj Italija, konec koncu, ni nikoli plačala ostalo škodnine. To mora biti jasno. Oni so nam v bistvu vrnili nepremičnino, ampak vso škodo, ki so jo ustvarili naši skupnosti, je bila nikoli povrnjena. Zdaj, 19. člen zaščitnega zakona je bil spremenjen. Obstaja kakšna možnost, da bi ta Narodni dom prejel en elan, tudi finančni, ki smo tukaj izgubili knjižnico, izgubili ogromno energije leta, ko je bil požgan. Obstaja kakšna možnost, da tisti 19. člen se ga dodatno spremeni in da italijanska država, ki ni nikoli plačala zločinov zoper naše skupnosti, je bila poklana, nam da en finančni zalogaj, da se popravi torej škoda. Oziroma, 19. člen se ga lahko še dodatno spremeni, ali mislite, da s tem, ko smo oni povrnili
zgradbo je stvar zaključena in Slovencem je bila poravnana tudi moralna škoda. Ja, resnici na ljubo, recimo, eno določeno škodnino smo dobili že pri gradnji kulturnega doma. Navija Petrona. Recimo v enem prilog Londonskega memoranduma iz leta 1954 je, v bistvu niso priloge, ampak je exchange of letters, pomeni izmenjava pisem med nacionalnima ministrstvom ali celo ambasadorima. Mario Brožjo je bil za Italijo in za bivšo Jugoslavijo, se ne spomnim, z izmenjavo pisem, so si dogovorili, da bo Italija financirala določeno financiranje za gradnjo kulturnega doma, ki se zidal v Mario Petrona. Tako da z tega vidika, recimo, da je delna škodnina bila že vkazana. To dobite, recimo, da se v Londonskem memorandum in priloga je jasno napisano tudi, da se gre za kulturni dom s slovensko manjšino, zelo navedena je Petrona. Po drugi strani, po mojem mnenju, za dodatne financiranje, ki ga absolutno ne izključuje, je treba vire dobiti izven samega zaščitnega zakona, ampak preko, recimo, omizje, ki je pri napravljanju ministrstvu. To je tudi dosta odvisno od enotnega gledanja manjšine. Če bo manjšina enotno gledala na to zadevo po svoje, ne rečemo prizovala, ampak po eni strani bo imela na svoji strani Slovenijo, ne ozirajo se, kdo je na vladi. In na drugi strani bo tudi, recimo, mogoče ne rečem pogojevala, ampak pozitivno vplivala na same sogovornike, ki so na notranjem ministrstvu, ki so v današnjem trenutku zelo pozitivno in zelo pozitivno nastrojeni, ki je prefekt Rapuana, ki je absolutno kooperativni, tudi drugi, sam minister Namonžezec, njen namestnik, Skaj Farauto. Kar se tega tiče, kar se političnih odnosov tiče in volje po enem sodelovanju, tudi po pomoči obstoja, mogoče takih tako dobrih časov še nismo videli. Se splače zdaj skočiti in ta voz? Ne, prav, nismo še videli tako dobrih časov, je spravo, da dosti odvisno od nas samih. Če bomo mi pametno delali, če bomo delali enotno, če se ne bomo zgubljali na naših notranjih malenkostih, slišmo tako, da ne bi rado kaj preveč vdanega. Imamo odlične sogovornike v Rimu, imamo odlične sogovornike v Ljubljani in bomo imeli odlične sogovornike tudi na deželi in na občini. Tudi zaradi tega, da se te zadeve gledajo širše. Se ne gledajo več tako po enih političnih opcijah ali po koalicijah, nacionalnih momentih in po desni levi. Tudi v Ljubljani se zadeve malo rešujo glede tega, tudi za prejšnjo ministrstvo, kljub temu, da je Janševa vlada, so dobro delali prav organizacije, ki verjamem, da začono bojo nadaljevali tudi za kopitu. Tako da smo se malo rešili tega, da smo malo preveč odvisni od ene druge politične opcije. Recimo, to se je tako malo umirilo, malo normaliziralo, ko bi rekel, ni več tako omejeno oziroma politično klasificirano. Tako da, jaz vidim, so odlični manjšina živi, kar se tega tiče. Najboljše čase je boljše ne spomnim. Čeprav se lahko šaje, zaščiten zakon, v smislu je tudi tak finančni instrument, ki zadeva videmsko pokrajanje, da se ti, ki predvideva financiranja infrastrukture in tako da bi lahko jen predsednik. Jen predsednik, da se bi lahko dopolnil tudi Strgaško in Goriško. Glede, kar se tiče kulturnega doma, bi povedal tako, takrat so bili tudi tajni dogovori med Jugoslavijo in Italijo. In Jugoslavija je dobila Luko Koper, se pravi, da tiste zadeve so že poravnane. Problem pri nas je velikanska asimilacija. Problem pri nas je, da dopuščamo, da se usiljuje italijanski jezik in da mi izgubljamo naše korenine. In naše korenine so tam noter v tistih etnici, ki je bila možgana. Torej se pravi, iz političnega vidika. Pustimo Slovenijo, pustimo Italijo, mislimo na nas. Se pravi, zahtevajmo še več. Skupnost je moč, ampak moramo si postavljati
više cilje. Mi takrat smo izgubili ogromno elana in smo bili prvi v Evropi in Italija ni še prišla do enega procesa zaradi zločinov. Torej, bomo malo bolj pragmatični in zahtevajmo več. Hvala. Če lahko ti zaključimo, ne vem, če so še kakšno vprašanje. V redu. Torej, zdaj vam prišla še drugo vprašanje, mislim na misel. Jaz se zahvaljujem kolegu Razsvetu, ki so nam malo zdelani še na elektricijo. Je bilo bolj več, kako bi se rekel. Če bi bila bolj politična sreča, je bila bolj napravna. Moje delo je bilo bolj z menedžerskega, upravljalskega. Ja, ker je bila že dosti napisana uprava. To je bilo že vse definirano. Materialnega dela in dogovarjanja je bilo dosti. Jaz bi morda predlagal en aplauz za naše sodelavce. Glavnemu gostu, hvala Rado, mislim, da si se zelo lepo odrezal in nam posvetil marsikateri